Živjo, sem Jana Pristovšek in danes bom govorila o narcisih. Zakaj imajo narcisi takšno moč? Zakaj so tako privlačni? Zakaj gremo tako težko od njih? Ko mi srečamo osebo, pravzaprav ne vemo, kakšna je. Vidimo, kako izgleda in vidimo, kako govori, kako se predstavlja svetu, kako se predstavi nam. In preprosto nas to navduši. Navduši nas samozavest, navduši nas tisto prepričanje vase, navduši nas to, da ne okleva, da ne dvomi, da pove jasna stališča, zabavanje, ekstrovertiranje. V družbi se ljudje zbirajo okrog njega. In mi ne moramo spoznati osebo na prvi pogled, kakšna je. Preprosto ne obstaja formula, da bi mi rekli, ta oseba je takšna in takšna. So ljudje, ki so glasni v družbi, so ljudje, ki so ljudje radi v njihovi družbi, ki so vodje, pa zato še nimajo teh toksičnih, narcističnih potez. Tako da mi ne moramo neko osebo, ki je zabavna, ki je glasna, ki potegne ljudi sabo, že označiti za to, da je toksičen narcis. To, da nekdo postane toksičen narcis, mora imeti še določene druge vsebine. In ena je predstava zunaj, druga je predstava med štirimi stenami. In ko mi neko osebo spoznamo, tukaj pride do časa spoznavanja. O tem sem jaz posnela cel sklop predavanj in razlag, cel sklop videov, ki si jih lahko tudi ogledate. Gre za to, da mi damo čas sebi in osebi, da spoznamo, kakšna je in da vidimo, koliko smo si kompatibilni, koliko smo usklajeni, koliko imamo enake vrednote. Na začetku se pokaže, da smo mi lahko zelo navdušeni nad neko osebo, ampak potem kasneje vidimo, da ima ta oseba določene lastnosti, ki niso v skladu z našimi lastnostmi, niso v skladu s tem, kar mi želimo. In takrat je čas, da se mi od te osebe malo oddaljimo, zato ker imamo premalo skupnih stvari, da bi lahko skupaj nadaljevala pot. Do tukaj je vse lepo jasno. Ampak naše notranje vsebine ne vsebujejo samo tega, kaj je dobro zame. Vsebujejo tudi to, potrudi se malo bolj. Pazi, da ne boš izgubila. Ne spoznaš veliko ljudi, daj okleni se ga. Komaj si dobila eno novo prijateljico, pa ne moreš zdaj jeti stran od nje. In ko jaz to razlagam, se zgodi v osebi nekaj, česar jaz ne želim. In to je spet, da prevzame odgovornost nase in da predvsem začuti krivdo. Jaz sem kriva, da tega nisem prej prepoznala. In to ni v redu. To ni v redu. Če čutite krivdo, če čutite to, da ste vi odgovorni za to, da se je nek odnos razšel, potem in se ob tem slabo počutite, potem se obrnite vase in najprej te stvari predelajte. Kako se to predela, lahko preberete na moji spletni strani. Ampak da se jaz vrnem nazaj k toksičnim, narcističnim osebam. Ko mi spoznamo neko osebo, nas bo ta narcis nas bo zelo navdušil. In če govorimo o partnerskem odnosu, je na začetku tako lepo, da lepše ne more biti. Lepše ne more biti. Pozoren bo, nosil bo darila, pisal bo, oglašal se bo, kar naokoli se bo hotel z vami dobivati. Nič mu ne bo težko.
Veliko se boste smejala. Ko se boste odločili, da zlezete med rjuhe, bo fantastično. Skratka, postali boste njegova kraljica. In samo pri narcističnih osebnostih ste vi lahko kraljica v polnosti. Nikjer drugje. Nikjer drugje, pri nobeni drugi osebi, pri nobenem drugem moškem ne morete biti kraljica. Zato, ker samo narcis vam bo dal to, kar si vi želite, to dramo, to popolnost, to Pretty Woman. Se poznate film Pretty Woman, ne? Pretty Woman v realnem življenju ne obstaja. To je pravljica. Ampak nekako se ženska želi biti tako, kot je bila Julia Roberts. Da bi bil nekdo, da bi se nekdo tako postavil za njo, da bi bil nekdo tako pozoren, da bi jo tako poslušal, da bi bila tako pomembna, da se je pripravljen stepst za njo. In če se vrnem zdaj nazaj, ja, z nobenim drugim človekom vam ne bo tako lepo, kot vam bo na začetku lepo z narcisom. Ampak v vsej tej lepoti bojo prišli stavki. Daj ne bi citna, pa daj potrudi se malo. Pa daj, zakaj ne razumeš, da nimam časa? In vse te stvari, to so take drobne pikice, ki same po sebi sploh nimajo neke teže, nimajo neke vrednosti. Ampak vsi rečemo, ok, pa sej res nima časa, sej je bilo tako lepo, sej mu ne morem težiti, jaz ga preveč hočem, jaz ga preveč dušim, jaz se moram potruditi, da bom boljša, da nama bo lepo. In potem skuhate večerjo in ga povabite na večerjo. In on naenkrat ugotovi, da ja, vse je dobro, ampak tole pa ni nekaj, kar bi bilo lih njemu všeč. Vse je dobro, ampak njegova bivša je pa to skuhala drugače. Ali pa njegova bivša je pa naredila to boljše, ali pa je skuhala kaj drugega, ali pa je lepše pripravila mizo. In tudi to samo po sebi ni nič kaj takega. Ok, ni še prebolel prejšnje veze, razumem ga, prizadela ga je. In spet vzamete odgovornost. Spet čutite krivdo, da niste bili bolj popolni, da niste kot njegova bivša. Ker z njegovo bivšo mu je bilo res lepo, ne? Sicer je bila, ne bom povedala, ne bom izrazila, kaj je bila, ker je bila obupna, ker on kaj takega še ni doživel, to je bil res gnus od gnusa in ne vem kaj še vse. In tukaj vas malo zmede. Če je bila tako slaba, je bila po drugi strani zelo popolna. In tukaj lahko vi potem previdno vprašate, čak malo, a je bila zdaj slaba ali je bila dobra? In takrat bo on zavil s besedami, s temo čist nekam drugam lahko. In bo rekel, lej, ti tega ne razumeš, ne bom ti razlagal, to je zame preboleče. In spet boste ostali brez odgovora. In če boste vi še drezali v to smer, boste rekli, pa dobro, bo rekel, dobro, a lahko nehaš sitnariti, poglej, vse si uničila spet, zakaj ne moramo imeti lepega večera, moja je bila, kakršna je bila, ful sem trpel ob njej, bila je taka, bo povedal 1000 slabih stvari, ampak večerjo je znala pa res pripraviti, takrat, ko sva midva imela večerjo, to je bilo brezhibno. In potem bo drug primer, kjer se vam čez nekaj časa ne bo več javljal na telefon, ali pa bojo sporočila bolj redka, ali pa bo odlagal naslednji zmenek. In
ker se bo vas pojavil nemir, da ga boste izgubili, ker si želite njegove bližine, ker si želite teh občuti, ker je bilo tako lepo, mu boste pač napisali ali pa povedali, lej, malo več bi bila rada s tabo. Ali pa zakaj se ne morava videti. In on bo takrat rekel, česa ne razumeš, kaj ti ni jasno, zakaj siliš, zakaj me dušiš, zakaj si ljubosumna. In nič od tega ni res. Vi ste samo vprašali, jaz bi te rada videla, povedali ste to, kar želite, povedali ste to, kar čutite. Jaz bi te rada videla, rada bi s tabo preživela en popoldan, rada bi s tabo preživela en večer. In vam spet naloži krivdo. Spet vam pove, da niste ustrezni. In se spet začnemo truditi. In hočemo biti boljši in hočemo biti sitne. In potem bo prišlo do naslednjega zmenka, do naslednjega srečanja. In bo zelo dobre volje, ali pa prišlo zelo slabe volje. In spet ne boste vedeli, kaj je vzrok njegovi slabe volji. In jaz sem povedala zdaj ene take nepomembne primere. In hočem vam povedati, da takih mičkenih stavkov, takih malih nepomembnih stvari postaja vse več in več in več. In naš notranji kompas reče, le, to je tako nepomembno, to je taka majhna stvar, pa ne boš zaradi tega delala drame, pa ne boš zaradi tega komplicirala, pa le, v osnovi je dober človek, potrudi se, nežen je, fantastičen je v postelji, ti si malo prezahtevna. Daj bodi malo bolj pridna, daj ne sitnari, počakaj, da bo prišel, njegova služba je težka. Utrujen je, ima rane iz otroštva, ima rane iz prejšnje veze. Nočem še jaz siliti van in ga zdaj spravljati v slabo voljo. In dokler, in že ko se srečujeta, se prihaja do takšnih neprijetnih trenutkov. Ampak potrpite, ker si želite moškega, ker je to tip, ki se ga ne spusti, ker takih ni veliko. In ker preprosto nimate druge izbire, nimate nobenega drugega na obzorju, zato ker vi ste vendar poštena ženska, ki se dobiva samo z enim, čeprav še niste v vezi. Kdaj mi stopimo v vezo z nekom, je naša notranja odločitev. To ni stvar dogovora. To je naša notranja odločitev. In ženska, ki je za resno vezo, vstopi v odnos, včasih že takoj, ko si z nekom začne dopisovati, ali po prvem srečanju. In to je narobe. V resno vezo vstopimo takrat, ko osebo relativno dobro že poznamo. To ne pomeni, da se vi srečujete potem še s 5. Ne pomeni to, ampak pomeni to, ne poznam ga še dovolj dobro, hočem videti, kako se bo najin odnos odvijal in kako se on pravzaprav obnaša takrat, ko ni dobro. Ne opazujte, ne nasedajte temu, kako je fantastično, ko se imata dobro. Vi poglejte, kako je, ko je on slabe volje, kako rešuje probleme, kako se obnaša do drugih ljudi, kako govori o svojih sodelavcih, kako govori o svojih prijateljih. In če so tukaj vsi slabi, in če imate občutek, da nekoga podcenjuje, nekoga, ki je pod njim in kuje v oblake ali med zvezde,
nekoga, ki je nad njim, potem tukaj nekaj ne štima. To nekaj ne štima. Ni ga treba razumeti, poslušajte, ne postati takoj reševalka. Jaz ga bom rešila, moja ljubezen ga bo rešila, jaz mu bom pomagala, da bo te rane pozdravil. To ni vaša odgovornost, to ni vaša dolžnost. Ni vam treba. Ampak če imate vi občutek v sebi, če imate občutje, da morate reševati druge ljudi, da je njihovo razpoloženje odvisno od vas, potem boste to počeli. In tukaj smo spet pri tem, da se nehate ukvarjati z njim, ampak začnete ukvarjati s sabo. In če gremo naprej, narcisa zlepa ne prepoznamo zaradi tega, ker tako potiho, on take drobtinice spušča, on spušča kapljice vode. Verjetno vam je, vsem nam je že kdaj padla kaplja, ko smo hodili po cesti, po pločniku z neke strehe, sploh zdaj, ko se topi sneg, ne? In je zelo neprijetno. Ampak rečemo, ok, gremo naprej, pozabo, naslednji dan ne vemo več. In potem gremo spet po pločniku in nam pade nova kaplja na glavo. In rečemo, čakaj, tukaj z te strehe skozi nekaj kaplja, moram biti drugič malo bolj pozorna, da gremo okoli. In ko gremo tretjič, potem ne gremo točno, ampak naredimo tako, lahko celo stopimo malo na cesto, če ni nobenega avta, zato da se izognemo tukaj, kjer kaplja ta voda. Se pravi, prvič nas je presenetilo, drugič smo pozabili, tretjič smo že bolj previdni. In če bo veliko snega in če se bo veliko topilo, dolgo časa, se zna zgoditi, da tudi takrat, ko bo streha suha in ne bo več kapljalo, bomo mi še vedno naredili en tak mehen obvoz. Zato, ker je naša notranjost tako naravnana, ne boš mi več kapljalo po glavi. Kaj pa naredimo mi pri narcisu? Te njegove mehne pripombe so kot te kapljice vode. Kapne enkrat, kapne drugič, kapne tretjič. In mi za vse to najdemo izgovor. Kapne četrtič, petič, 50-tič, 1000-tič. In mi se vse bolj trudimo, da bomo dovolj dobri, da bo ta voda nehala kapljati. Ampak to ni odvisno od naše volje. To ni odvisno od naše pridnosti. To ni odvisno od naše vrednosti. To je njegovo. In to so te malenkosti, te kapljice, od katerih mi nikoli nismo mokri. Ko nas dobi dež, ko nas dobi nevihta, naliv, smo mi mokri do kosti. Teče z nas. Ampak po teh kapljicah ne bomo mi nikoli tako mokri. In zato ne poznamo razlike. Ne vidimo, kako uničujoče je to. In se začnemo truditi. Pa ne morem zaradi take malenkosti komplicirati. In tako narcis zleze pod kožo. In ker smo že toliko vložili, ne bomo tega pustili. In se odločimo za partnerstvo. Začneva živeti skupaj. In se začnemo spraševati, kakšne volje bo, ko bo prišel domov. In nas je strah, ali bo dobre volje, malo postanemo nemirni. Gledamo, če smo vse pospravili, to, kar je njemu pomembno. Gledamo, če smo dovolj urejene, zato ker on ne prenese neurejene ženske v trenirki. On hoče imeti damo, s katero se bo postavil, tudi doma. On hoče imeti lep pogled. So ženske, ki vstajajo 1 uro pred partnerjem, zato da se brezhibno naličijo, zato da jih ne vidi, ko se zjutraj zbudijo malo skuštrane in brez make-upa. In še 1000 in 1000 drugih stvari
začnemo ženske delati, zato da ustrežemo, zato da bo njemu prav, zato ker ga imamo rade, zato ker hočemo se imeti lepo. In skozi bolj vas bo presenečalo in skozi manj vam bo jasno, zakaj je on tako ponosen na vas v družbi. To je moja žena, to je moja punca. Ko boste sama, v tistem trenutku vam bo rekel, pa zakaj se nisi mogla drugače obleči? Odkdaj ti si se toliko zredila, da je shujše vsaj 1-3 kile, ne? In 3 kile se ne pozna. In bo prišel nekdo zraven in bo spet, boste ko nek lep šopek zraven njega in on bo vas ponosen, zato ker bo lahko blestel. In bo glavni in bo razlagal in vi ga boste opazovali. In se boste mislili, kakšno srečo imam, da je moj. In po drugi strani vam bo notranji glasek razlagal, punca, ti trpiš, ti se trudiš, ti se matraš. In ga bo drug glas preglasil, potrudi se, vreden je. In tako boste imela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 otrok. In doma bodo otrok brezbrižen, na živce mu bodo šli. Ne bo se brigal za njih, upogati bojo mogli. Ne bo ga zanimalo, kaj čutijo, kaj potrebujejo. Ampak ko boste zunaj, bo najboljši oče. Prvi bo, ki bo za njih poskrbel. Prvi bo stal pred šolo. V prvi vrsti bo na roditeljskem sestanku, če se bo odločil, da bo na roditeljski sestanek seveda šel. Šel pa bo, če bo on v sebi začutil, da bo on dobil veliko pozornosti, veliko ustreznosti in da bo zato lahko nadvladal, da se bo lahko pokazal v tisti najboljši luči. Narcisa morate skozi občudovati, ne smete mu nasprotovati. Iz najbolj absurdnih stvari je sposoben narediti prepir. In zaradi najbolj absurdnih malenkosti vas je sposoben poteptati, hoditi po vas, karkoli mu bo v tistem trenutku pasalo. On se na druge ne ozira. Če mu boste nasprotovali, ste pogoreli. Ko se bo on odločil, da hoče dramo, jo bo dobil, ker vas bo toliko dolgo provociral, da boste prijeli za to zanko in vas bo dobesedno potegnil sebi in zmlel. In bolj, ko se trudite, bolj bo on užival in manj boste dosegli. Tudi, če se ne boste trudili, boste doživeli na začetku točno tak napad, samo z druge strani, še nova krivda, še novo razvrednotenje. Pri narcisu ne morete narediti prav. Če se je on odločil, da hoče dramo in da vas hoče ponižati in da hoče on priti na vrh, bo to naredil. Ampak od tistega prvega srečanja do tega, kar sem jaz zdaj govorila, so menili meseci ali pa so menila leta. In verjevite vi meni, da se je vaša osebnost, vaš notranji kompas, vaš notranji zemljevid, kaj je prav, kaj ni prav, tako spremenil, da že sami več ne veste, kaj je prav in kaj ne, in mu začenjate verjeti. Začenjate verjeti, da niste dovolj dobri, da se ne potrudite dovolj, da bi mogli biti bolj razumevajoči, boljši, bolj sposobni. In potem, ko taka ženska sliši, da ne zapusti toksično osebo, da ne zapusti narcisa, je to v njenem svetu nemogoče. In ko jaz zelo previdno vprašam, tako kot sem že na začetku povedala,
kdaj si opazila prve znake? Ona ne bo povedala, to in to je bilo, ampak bo najprej začutila, jaz sem kriva, da sem končala z njim. Jaz sem kriva, da sem se znašla v tem razmerju. Jaz sem kriva, da sem se znašla v tem stanju. Jaz bi mogla to in to takrat narediti. Pa sploh ne gre za to. Gre preprosto za to, da ženski počasi dopovem, da to, kar počne, to, kar ona sliši, to, kar ona doživlja vsak dan, ni v redu. To ni njeno. To je njegova drama, to je njegova brezobzirnost, nesočutje, uživanje na tem, da nekoga razvrednoti. Niso samo moški narcisi, so tudi ženske. In točno to, kar sem zdaj povedala za moškega, velja tudi za ženske. Neprestana drama, ko si bo on zaželil, bo hotel razčiščevati za nazaj, ali pa ona bo hotela razčiščevati za nazaj. Kaj si rekla, kaj nisi rekla, kaj si rekel, kaj si s tem mislil, dajva to pogledati, poglej, kako si narobe to napisala, poglej, kako si me hotela ponižati, poglej, kako si me hotela razvrednotiti. In ko vi to poslušate, se ne znajdete, ker je popoln absurd, ker nima nobene logike. Ampak ko dlje časa živite v takem stanju, vi tega ne morete več prepoznati. Zato, ker ste dobesedno ste preparirani, oziroma, kako se slovensko reče, dobesedno vas je pregnetu na ta način, da razmišljate tako, kot on hoče. Da ga občudujete, da mu ne ugovarjate, da ima vedno prav, da je vedno po njegovo, da naredite točno tako, kot je on rekel. In še takrat ni prav, zato ker on rabi dramo. In tako narcis iz dneva v dan, iz meseca v mesec, iz leta v leto, vam zleze pod kožo, zleze v vsako celico vašega telesa. In vmes, med tem, kar sem jaz govorila zdaj, so čudoviti trenutki. On je blazno dober mož. On je prijazen oče, ki se igra z otroki, ki ga otroci obožujejo. Ampak to so taki kratki trenutki, kjer potem z njegovo dramo, z njegovo sebičnostjo, nasilnostjo, brezobzirnostjo, vse to uniči in še več, zmede otroke, zmede vas. Ne razumete, kako je enkrat lahko v redu, vmes se ni nič zgodilo, nič. Ali pa iz neke malenkosti naredi tak pomp. In to prihajanje, ta blazna bližina in to po drugi strani, to odrivanje, to zaničevanje, to tako zmede odraslo osebo, kaj šele otroka, da ne more zgraditi občutja varnosti, ne more zgraditi svoje samopodobe, ne more zgraditi zaupanja vase. Narcisi imajo slabo samopodobo, imajo pa zelo dobro, zelo močno samozavest. To sta dve različni stvari. Samopodoba je to, kar mi mislimo o sebi. Samozavest je pa to, kako mi hočemo nastopati navzven. In samopodobo mi popravimo takrat, ko se ukvarjamo s svojo notranjostjo, svojimi stiskami, svojimi demoni. Samozavest pa mi natreniramo. In bolj, ko jo natreniramo, bolj smo samozavestni. Ampak natrenirati jo moramo takrat za izredne dogodke. Samozavest, samopodoba je pa tisto, kar smo mi ves čas. In
zaradi tega notranjega konflikta, kar je v njem, ta močna samozavest in ta občutek negotovosti, ki je tako globoko potisnjena v njem, da jo ne prizna. On jo ne prizna, on ne obstaja, če bo šibek in ne more biti šibek. In zgodi se, da narcis občuduje drugo narcistično osebo, zato ker je močnejša in se bo kompletno podredil njej, ker občuduje ga, hoče biti tako, kot je on. In se bo dobesedno razmazal, ko maslo se bo razmazal, samo zato, da bo dobil pozornost od te močnejše narcistične osebe. Ampak, ko bo on prišel domov, se bo obnašal tako, kot se obnaša ta. Narcis se ne bo nikoli postavil po robu močnejši osebi. Narcistična osebnost, narcis moški ali ženska, se vedno znaša nad šibkejšimi od sebe. Čustveno zrela oseba se bo postavila po robu tudi močnejši osebi, bo zagovarjala svoje stališče. Se ga ne bo bala, se ne bo zlila zaradi tega, ker je ta tako samozavesten ali pa zato, ker je sam vase prepričan, da vse ve. Narcis bo pa to naredil in narcis se vedno spušča in ponižuje ljudi, ki so šibkejši. In to je pri moškemu ali pa pri ženski je to partner, ki ni toksičen, in seveda otroci. In vsi podrejeni v službi in vsi prijatelji, ki niso toksični, zato ker jih nadvlada. In nadvlada jih svojo brezobzirnostjo, neempatijo, nesramnostjo, zaničevanjem in še 1000 drugimi stvarmi, ki so pa kot kapljice vode. Zato, ker ko hočete vi na list papirja napisati, kaj je tisto, kar on dela, kar vas moti, kar vas boli, s čimer vas je prizadel, so take malenkosti, da boste rekli, pa dobro, a sem jaz normalna, da zaradi takih stvari delam tak pomp. Pa tukaj ne govorim o tem, da vas že pretepa, da se ga fizično bojite. Ne, tukaj gre za sitnarjenje. Mal je siten, ampak je siten vsak dan. Je siten 5-krat na dan. Je siten vsak dan v tednu. Je siten 5-krat na dan v tednu. In to je preveč. In to je tisto, kar ni nič za povedati, kar ni nič za pokazati, uničuje pa ves odnos in dobesedno vam zmeša kompas, zemljevid življenja, ne veste več, kaj je prav, kdo ima prav, kako narediti. Jaz bom počasi zaključila. Narcisa ne morete spremeniti, ampak tako, naredite seznam. Naredite seznam tisto, kar vas moti, tisto, kar ob njem občutite. In potem samo te številke, vsako stvar, ki jo napišete, označite z enko in na koncu seštejte. In če je rezultat nad 5, potem vpliva na to, da spreminjate vaš pogled na svet, da spreminjate vaše občutenje do sebe. V knjigi Toksična oseba, ko ljubezen boli ali toksična oseba in jaz, sem opisala v prvem delu načine, s katerimi toksične osebe delujejo. V drugem delu sem opisala to, kako se mi obrnemo vase, oziroma zakaj mi pademo, se ujamemo v te mreže toksične osebe ali pa narcisa. In v tretjem delu sem opisala o hotenjih, kako
dve osebi delujeta v odnosu in kako določena hotenja vplivajo na to, kako mi gledamo na svet, nase in na partnerja. Vesela bom, če boste ta posnetek delili. Pridite na mojo spletno stran slišena.si in kmalu se spet vidimo, slišimo, imejte se radi in poskrbite zase, vredni ste in zaslužite si vse najboljše. Srečno!